Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Ja, zdaj v zadnjih dneh po družbenih omrežjih kar vztrajno kroži ena fotografija in še ena informacija. In sicer prva je fotografija domnevno posneta pretekli konec tedna v soboto, na kateri ste vi, gospod Kučan in premier Golob. Druga je pa informacija brez fotografije, da ste se v ponedeljek prav tako vi in premier Golob še enkrat dobili. In zdaj me zanima... Oboje drži. Oboje drži. Oboje drži. Tudi sem prebral, da je bila to tajna lokacija pod Akademijem placu. Oba sta moja prijatelja in sem prav zelo lepo je bilo. Oboje drži. Torej, tudi sobota na tržnici in pa tudi ponedeljek. Izvolijo, kaj vas zanima? Ja, me zanima, a je to običajna frekvenca dobivanja s premierjem, s prvim predsednikom, ali je zdaj iz kakšnega razloga bolj pogosto? Mislim, 2krat v 3 dneh, torej. Za običajne frekvence pri dobivanju z obema, oba sta, ali pa z obema sem prijatelj, tako da ne vidim nobenih težav, običajna frekvenca dobivanja, in s kom se jaz družim, pa jaz samo odločam. Sami ste že izpostavili, da ni šlo ravno za neke skrite lokacije. Tako da na placu je bilo 5000 ljudi. Ja, se pravim, da ni šlo za skrite lokacije. Ali je za tem kakšno sporočilo, za tem dobivanjem v središču Ljubljana, ali je pač vam priljubljen prostor, priljubljen kafič? Draga moja mlada dama, če kako sporočilo, ja. Jaz uživam v najlepšem mestu na svetu, da je meni Ljubljana celoti lepa, tu imamo direktorja pa hiši tržnice, šli bojo v drastično, res izjemno prenovo in družiti se prodavci na tržnici je meni nekaj mirno, bi rekel, zadnjih 25 let nekaj običajnega. Imam še eno vprašanje, ja. Potem je pa še tudi v teh dneh, oziroma zanikali ste že informacijo iz tega scenarija, predsednika SDS, scenarija dogodkov do predčasnih volitev, informacijo, da naj bi vam že omenjeni prvi predsednik Kučan dejal, da, bom citirala, da boste obsojeni v enem od sodnih procesov za delanje vtisa enakih vatlov, a da naj vas ne skrbi glede druge stopnje. In ste na to dejali, da sodnih procesov v tej fazi nimate in da dvigujete pošto. Nisem pa zasledila, da bi komentirali, ali drži tudi ta informacija o obisku gospoda Kučana in kaj bo namen tega obiska, če ni šlo za sodni proces. Bi mogla bolj prebrati. To je bilo pred prejšnjo sejo mestnega sveta. Prvi predsednik je bil na obisku pri meni, dobil najboljšo kavo in džus. Pogovor je bil izjemno prijeten kot vedno. Šlo je bilo, ko je bilo že odzunje tistih 120 protestnikov, ki jih je pripeljal gospod Princ pred tisto hišo, tako da so ga vsi videli, so ga vsi žvižgali, ker to je pač njihova kultura. Ne vem, kaj naj bi za njih. Kar se pa tiče mokrih sanj predsednika SDS-a, gospoda Janeza Janše, on je nekako drugače napisal, če sem jaz razumel. On je napovedal, da bo on obsojen na prvi stopnji v novembru mesecu in jaz tudi. Tak sem jaz to njegov tweet razumel in oziroma tisto, kar sem prebral po klipingu, je pa eno dejstvo, da
Jaz, če bi šli gledati spletno stran našo, tudi Zoran Janković, boste ugotovili, da sem v vseh teh letih imel na sodišču 8 procesov, da je 7 zaključenih, od tega 6 pravnomočnih, da so moja tožilka vedno pretoži. Tudi ta proces, zadnji je zaključen, ima se pretožila, zdaj čakamo drugo stopnjo, kdaj bo pojmanjem, imam še nekaj to zadevo. Tako da nobenih možnosti ni, da bi jaz bil na prvi stopnji v svojem novembru mesecu letos, ker se še ni začelo. Tisto, da je to spominja tudi takrat na tisto komisijo KPK, ki so bila oba z Janšo prijavljena, rečeme pri meni so napisali, da ni problem moj vir premoženja, ampak da nisem poročil, ker sem bil nazaj kredit, kar sem bil bezvezen. Druga stvar, zakaj me je zraven odtekel pa njemu. In se je zastopil, da so mi prišli povedati prijateljsko, da ne bom obsojen, ker bo tudi Janšo obsojen, tako da se žrtujem za to domovino, če sem dobro razumel to, kar vi pravite, ampak druga stopnja me skrbi. Odgovor je bil, da je srednjo upravno sodišče, komunikacija se dosti velik in se ne opravičujem kot umetnik. Zelo zanimivo je, da vsa vprašanja, ki se ti izpostavlja, nastajajo na podlagi tvita nekoga, ki sam sebi tvita, jaz nisem tega dajal slike, ki me dobu sliku, kar se mi zdi čisto normalno, ni več težavo. In s kom se jaz družim še enkrat, družim se s svojimi prijatelji. In prvi predsednik in premijer sta smo prijatelji, oziroma jaz sem s obema prijateljima, zelo egzakten, tako da tisto, kar smo dobili na mizo, je bilo pa zelo dobro, pa zdaj